Škocjanske jame so lokacija UNESCO svetovne dediščine in bistvena odlika osrednjih zavarovanih območij svetovno pomembnega mokrišča Ramsarske konvencije in UNESCO biosfernega območja Kras in porečje reke. Jame se odlikujejo po enem največjih podzemnih kanjonov na svetu, pestrosti geomorfoloških pojavov na stiku apnenca in fliša, flore skalnih razpok v odornih dolinah, bogatih arheoloških najdbah ter začetkih raziskovanja matičnega Krasa. Z izjemno raziskovalno dediščino je ohranjanje naravne in kulturne dediščine danes izziv sobivanja narave in ljudi. Reka Reka, ki ponika v Škocjanskih jamah, botruje tudi izjemni biotski pestrosti te lokacije. Škocjanske jame so največje zatočišče netopirjev v Sloveniji. V Evropi živi več kot 40 vrst netopirjev. V Sloveniji je danes poznanih 30 vrst. V osrednjem zavarovanem območju parka Škocjanske jame je bilo leta 2016 potrjenih kar 22 vrst netopirjev. Pri monitoringu sodelujemo s Centrom za kartografijo favne in flore ter Slovenskim društvom za varstvo in preučevanje netopirjev. Redno spremljanje stanja omogoča ovrednotenje ukrepov za ugodno stanje vrst in obenem spodbuja radovednost raziskovalcev. Danes bomo prešteli netopirje v Škocjanskih jamah. To pa delamo zaradi tega, ker je spremljanje netopirjev, števila netopirjev, del spremljanja stanja o naravi v Sloveniji in to je pa del spremljanja okolja v Sloveniji, se pravi, kjer živimo. Škocjanske jame so zato zelo idealna lokacija, ker je po številu netopirjev to naše najštevilčnejše zatočišče. V jami kotijo 3 vrste, morda pa še katere, ki jo še nismo odkrili. Pričakujemo, da bomo videli v jami vsaj 1000 živali, nekaj različnih vrst, tako da najbolj, da se kar odpravimo noter pa pogledamo, kaj je trenutno v jami. Fotoaparat je, ena luč je, še močnejša luč je, se pravi, kje pa imam, rezervne baterije so, čelka je, čelada je, ultrazvočni detektor je. Gremo. Vidiš, da sta 2 vrsti? Vidim 2 vrsti, ja. Vidiš? Pa tako, kot smo rekli, vsaj nekaj tisoč jih je, ne? Ja. Bomo pa po fotografijah pol doma prešteli, ne? Ja, zelo veliko. Ja. Malo smo jih splašali, kot si videl. Ja. Ampak to je enkrat na let, pa verjetno bojo preživeli. Ker mladičev še nismo videli pri večjih netopirjih, tako da smo še prav čas prišli, ne? Je pa to sigurno porodniška kolonija in največja v Sloveniji, ne? Tako da imamo kar čas, da lahko to opazujemo. Ok, zdaj pa gremo. Irena, se pravi, to je pa kakac netopirjev in to je ta večje vrste, se pravi navadnih netopirjev. Da je netopirski se pa spozna tako, ko se ga da zelo enostavno nekako raztrančirati, pa še to vidiš, ko se svetijo tele zadeve? Ogrodja, žuželk, tako, ko so jih pojedli. Točno to, hrošči, verjetno. Ta navadni netopir se s hrošči prehranjuje. Tako. Varujemo jih na različne načine, preko najrazličnejše zakonodaje, ki tukaj velja, preko osveščanja ljudi in preko različnih aktivnosti varovanja posameznih populacij tot okolje. Vsi netopirji so zakonsko zaščiteni. Vsi naši vodniki po jamah so seveda tudi naravovarstveni nadzorniki in skrbijo za to, da turisti, ki obiskujejo naše jame, spoštujejo pravila obnašanja v jami, ki so seveda zato, da varujemo naravo, predvsem tudi netopirje na stropu in jih ne vznemirjajo, bodisi z fotografiranjem, z bliskavico, z kričanjem, z svetenjem. Za turiste je seveda samo določen del jam odprt.
Tako da velika večina jam je seveda zaprtih in so prepuščene naravi sami, kar je seveda za netopirje tudi najboljše. Park Škocjanske jame je pred par leti začel izvajati podrobnejše raziskave netopirjev, ki vključujejo tudi mreženje. K sodelovanju smo povabili člane odbora za varstvo narave, biosfernega območja Kras in porečje reke ter prostovoljne naravovarstvenike. Prav to skupno sodelovanje je bil pogoj za uspešno nadgradnjo predhodnih monitoringov v parku. No, ko pridemo do reke Eke, kjer želimo mrežiti netopirje, si najprej ogledamo teren, kjer je najbolj primerno, da postavimo mreže. Zelo primerno je postaviti mreže ob koridorju, kjer so drevesa, tako kot tamle vidimo, da imajo tako veje zelo proti reki razširjene in nastane takšen koridor, kjer letijo netopirji. In tam postavimo mreže, zato ker tja se potem največ netopirjev ujame. Če je mreža tako na prostem, ponavadi dostikrat zletijo čez mrežo. Ko postavljamo mreže, je potrebno večje število ljudi, ker je zadeva dosti zahtevna, potrebno je iti čez tok, potrebna je primerna obutev. Netopirji prihajajo iz jame proti toku reke Eke in se ujamejo v mreže. Mreže so iz zelo lahkih materialov, tako da jih ne poškoduje. Ko se netopir ujame v mrežo, prihitimo prostovoljci, ki smo usposobljeni za to, da damo netopirja iz mreže, ga hitro damo iz mreže in v vrečko zaščitno, kjer na to kasneje, čez kakšno urico, ko se zadeve umirijo, tudi lahko netopirje pregledamo, ugotovimo, katere vrste je in tako naprej. Na enem izmed mreženj se je v mreže ujelo tudi 7 različnih vrst netopirjev, kar za mene pomeni zelo veliko. To priča o veliki pestrosti in bogastvu tega območja, rastlinstva in živalstva, ki živi ob reki. Določevanje vrst netopirjev je strokovno delo, ki zahteva veliko znanja in spretnosti. Poleg sistematičnosti, ki je podlaga za vsako temeljito in verodostojno poročilo terenskega dela, pa se za tovrstno obravnavo netopirjev zahteva še etično ravnanje z naklonjenostjo do teh izjemnih bitij. Tako pridobljene informacije so dragocen vir pri ekoloških raziskavah vrst. Vrsta, lahko takoj ugotovimo, da je to dolgonogi netopir, Myotis capucini, kar čisto jasno videno zaradi teh dolgih šap, ki jih ima, se pravi zadnje noge, imenujemo tudi šape. Takole. In to je ena izmed unih vrst, ki grabi svoj plen z gladine. In zato rab seveda dolge noge in dolge prste in zelo ostre seveda kremplje. In še, če bi čisto natančno pogledali, bi tle videli take fine dlačice, s katerimi on čuti. To ima rep. Med repom in nogami ima tudi letalno opno, tako kot jo ima med telesom, zadnjimi nogami pa seveda prsti oziroma dlančnicami, ki je ta najdaljša kost, pa potem so na koncu pa prstnice. In vse to skupaj tvori prhut netopirjev. Vidi se pa tudi, da imajo še ohranjen palec s krempljem, ki jim pomaga za plezanje pa za držanje mladičev. Da je dolgonogi netopir, je tudi vidno potem, da je tak sivkast kožuh, da je precej sveto po trebuhu, da ima primerno obliko uhljev, tako da vse to mi je povedal takoj, že ko smo ga z mreže ven jemali, da s temi dolgimi nogami pa nad reko, da je pač ta vrsta. Je pa samica, iščen sesek, tako lateralno, obstransko. Sam ne zgleda, da letos ni imela mladičev, ampak itak preverimo, če je sploh mladič. Ja, no, pravzaprav seveda ni mogla imeti mladičev, ker je sama mladič. Se pravi, to je letošnja žival, samica. Ja, mlada, juvenilc. Juv pišemo, muhe. Pa vidi se tudi nepokostenele tele končne člene, končne dele kosti. Dolžino podlakti
je 41,7 mm. Edino, kar je še za zmeriti, za stehtati. 7,5 grama. 7,5. Ja, pa so lahko še manjši netopirji. Pa še najedla se ni. Paraziti bomo pisali, ja, ima te netopirske muhe. Vidiš, glej. Tole kaleta. Imamo eproveto? Imamo. Zapri, hitro. To je voda. Zdaj pa nastavi roko. Zdaj pa zapri. Držiš? Ja, samo moraš paziti, da ga ne poškoduješ. In da greš pa za mrežo, pa samo odpreš roko, pa bo sam šel. Leti. Se pravi, to je pa lovi v istem habitatu, kot dolgonogi netopir, to je vodni netopir, Myotis daubentoni. Za zatočišča ima kakšna drevesna dupla, kakšne razpoke, ni pa toliko v jamah znan. No. Tako da verjetno je tale nekje po teh drevesih naokrog, ima svoje kotišča, medtem ko pa dolgonogi netopir pa v jami, v škocjanskih jamah. In kar je zelo zanimivo, nekaj časa, ko sem bil jaz mlad, so mi govorili, da te dve vrsti ne živita skupaj, ampak samo težko se jih ujame skupaj. Myotis capuccini, dolgonogi netopir, seveda, ker je malo večji, te obvodne netopirje zelo verjetno odrine iz tazga prehranjevalnega okoliša. Ne? In pa ta se mora malo bolj skrivati. Ja, ta je pa res glasen. A zato misliš, da je nova vrsta? Tako, ki je še nismo imeli. Ja, glede na to, da je take barve, rjavkaste, pa glede na to, da ima taka zaobrane uhle, temne uhle, ja. Se pravi, to ni Myotis, ne. In to je tudi ena izmed takih vrst, ki zelo rada je tečkasta in se oglaša, in to je Pipistrellus, eden izmed malih netopirjev. Seveda je pa najbolj enostavno, da ga zdaj spustimo, pa potem poslušamo, na kateri frekvenci se oglaša, pa bomo takoj videli. Z ultrazvočnim detektorjem v bistvu lahko prepoznamo dokaj enostavno tretjino vrst v Sloveniji. In to, kar leta nad nami, nekje na polovici krošenj, je Pipistrellus pygmaeus s strokovnim imenom, drugače pa to drobni netopir, eden naših najmanjših netopirjev. Se ga najbolj sliši na 55 kHz, se pravi, to je njegova najboljša frekvenca, najbolj slišna frekvenca. Ne? In tole zdaj pač kroži nekaj nad nami. A ste slišali zdajle tole sta se dva skregala, verjetno se odganjate iz lovnega teritorija in sta spustila tako imenovani socialni klic. Da se pa prehranjujejo tukaj, pa vemo, zato ker vmes zelo pospešijo oddajanje teh ultrazvočnih klicev in tako hitro, da sploh ne moramo ločiti posamične klice med sabo in rečemo kar prehranjevalni bz. Da je pa to seveda reka izredno pomemben prehranjevalni habitat, pa vidite že sami se tele žuželke na vsako luč letijo. Ne. In kar je zelo dobro pri reki, je pa tudi to, da je neosvetljena, ker to so zelo eni izmed redkih delov v Sloveniji, da lahko pogledaš v nebo ali pa levo, desno in nobene luči, vsaj ta trenutek ne vidimo. Ne. No, za netopirje seveda niso pomembne samo jame, pomembni so travniki, pomemben je gozd, pomembna je tudi reka, ki teče v Škocjanske jame, kajti na vseh teh območjih v parku Škocjanske jame in pa seveda tudi širše se netopirji prehranjujejo. To predstavlja njihov življenjski prostor in seveda je zelo pomembno, da tak prostor tudi ohranjamo. Tako zaradi netopirjev kot zaradi nas, ker imamo seveda od netopirjev tudi koristi. Koristi so pa seveda, če ne drugega, tudi v tem, da nam pojejo komarje, ki nas ponavadi dražijo. Največja med kolonijami, ki jih tukaj imamo, je kolonija dolgokrilega netopirja, ki dejansko lahko presega po nekaterih virih tudi več kot 10 000 osebkov. Ti netopirji so nekako najštevilčnejša vrsta v Škocjanskih jamah in zaradi tega smo mi zavezani še posebej k varovanju le njih.
Kaj je zanimivo pri njih? Najbolj zanimivo je to, da so ti netopirji zelo migratorne vrste in lahko priletijo tudi pri iskanju hrane več 10 kilometrov. To pomeni, da imajo radius gibanja okoli samega nahajališča, okoli samih zatočišč, tudi bomo rekli 30-40 km okoli, še posebej kadar se dejansko selijo, mogoče iz zimskih v poletna zatočišča in obratno. In v tem primeru so cele populacije lahko zelo dejansko občutljive na kakršnekoli zunanje motnje. Največjo nevarnost migratornim vrstam predstavlja seveda človek. Z vsemi oblikami prometa, z vsemi oblikami infrastrukture, ki so dejansko v zraku. Vsekakor na tem mestu lahko izpostavimo, da tudi vetrne elektrarne, večja vetrna polja, ki so postavljena na gozdnatih območjih v notranjosti kakršnekoli dežele, predstavljajo neko signifikantno grožnjo vsem letečim živalim, mednje spadajo seveda potem tudi netopirji. Želimo si, da bi tudi v takih urbanih okoljih, kjer ni recimo več takih nekih suhih dreves ali pa podstrešij ali senikov, ki bi bili dostopni za netopirje, da jim pomagamo na tak način, da jim damo netopirnico, se pravi hiško, kjer lahko potem čez dan prespijo oziroma se spočijejo. Odkar ni več krav v štali, so na odru našli svoj mir netopirji, skupina malih podkovnjakov. Trenutno jih je 22, približno polovico ima tudi mladičke. S Franetom jih vsako leto pričakujeva in sva kar zadovoljna, kadar jih spet vidva na odru. In se mi zdi, da je to privilegij, da jih imamo. Ker sem bila na podobnih odrih tudi tukaj po vasi in jih ni bilo. Mislim, da je tukaj edini kraj v vasi, kjer gostimo netopirje. Vsako leto, kadar priletijo, pregledamo malo stanje, jih preštejemo, opazujemo. Lepo je. Odbor za varstvo narave je bil ustanovljen leta 2014 znotraj Parka Škocjanske jame in združuje ljudi, ki želijo s svojim načinom življenja aktivno prispevati k ohranjanju in varstvu naravnega okolja in tega biosfernega območja Kras in porečje reke. To nas je tako navdušilo in spodbudilo, da si želimo skupaj s parkom vzpostaviti program evidentiranja prisotnosti netopirjev v celotnem biosfernem območju Kras in porečju reke. Spoštovanje narave, ki se prepleta z učenjem, raziskovanjem in ustvarjanjem svojega prostora ob reki, usmerja naše bivanje v prihodnost, v čas, do katerega imamo posebno odgovornost, da pestrost vrst in človekovo sobivanje ne bosta le spomin, pač pa vsakodnevna hvaležna izkušnja.